Mimo, da smo vsi tukaj zbrani, dovolite, da vas vse udeležence, ki v naše današnje mize prav lepo pozdravim, v imenu Obrtno-podjetniške zbornice Celje, katera je dobila nalogo mestne občine Celje, da pripravi strategijo dolgoročnega razvoja mestne občine Celje. To je seveda v naši zbornici veliko čas. Pa bi uvodoma in na začetku kar pozval našega župana mestne občine Celje, gospoda Bojana Šrota, da nam spregovori par pozdravnih besed uvodnih. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem zbranim. Moram Petra malo popraviti, Obrtna zbornica ni bila naloga, ampak obštejemo kot našega projektnega partnera, ki pripravi te strategije. In sicer enega pomembnega dela celotne strategije, to je strategija gospodarskega razvoja, ki po naši oceni je strategija razvoja še dosti širši pojem vsega, vsa ostala področja človekovega življenja. Kadar dobim priložnost za tako uvodno besedo, jaz ponovadi začnem zgodovino, ki je malo moj hobi, ampak v tem primeru naj spomnim mogoče malo na industrijsko zgodovino Celja, ki je bilo vedno gospodarsko središče te regije, kakorkoli se je imenovala, v katerem se zlasti po letu 1846 je prišla južna železnica v Celje, razmahnil gospodarski razvoj. Tu je bilo izhodišče tudi za obisk vseh okoliških zdravilišč, turizem je takrat cvetel, upam, da bo v bližnji prihodnosti zopet. Hkrati seveda za železnico oziroma z takim pomembnim infrastrukturnim objektom pa se je začelo razvijati tudi gospodarstvo. Letos je 140-letnica, kar je država Avstro-Ogrska v Celju zgradila tovarno Cinkarna Celje 1873 leta. Tista zaključna leta 19. stoletja, pa tudi tam prva leta 20. stoletja do prve svetovne vojne je bil gospodarski razvoj tudi močan spodbojevalnik narodnostnega boja. Večina gospodarskih subjektov je bila takrat v rokah nemško govorečih prebivalcev Celja, ki so bili tudi v veliki večini, tako da je recimo v mestu bil izvoljen prvi slovenski svetnik še na lokalnih volitvah, mislim, da je bilo leta 1889, tak zanimiv podatek. Takrat je v Celju živelo približno 5500 ljudi, od česar jih je okoli 3300 govorilo nemško, 2200 pa slovensko. Po prvi svetovni vojni se seveda situacija bistveno spremenila. V Kraljevini Jugoslaviji pa mogoče to obdobje preskočil, predvsem povojna leta, a pa tista, ki jih tudi še te mlajše generacije pomnijo, je bil čas velikega gospodarskega razmaha. Celje je bilo močan industrijski center, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Jugoslaviji, z mnogimi uspešnimi gospodarskimi subjekti, ki so zaposlovali več tisoč ljudi. Slika pa se je seveda bistveno spremenila po tem 90-ih letih z osamosvojitvijo, spremembo gospodarskega, političnega sistema iz prejšnjega socialističnega tržno gospodarstvo, z izgubo tudi nekdanjih trgov, nekdanje bivše Jugoslavije, verjetno tudi malce po lastni narodnosti nas Slovencev, ki smo takrat mogoče nekatero zakonodajo prepočasi prilagajali novim razmeram, tako da je cela vrsta nosilcev gospodarskega razvoja takrat zašla v težave in nekaj od tega odpadlo, nekaj pa danes še deluje v bistveno manjših obratih, že
Cilj priprave strategije gospodarskega razvoja je seveda v tem, da mesto ostane močno gospodarsko središče. Mi se zavedamo, da Celje ne bo nikoli živelo od služb v javnem sektorju, kot je v neki meri primer našega glavnega mesta. Če primerjamo, čeprav vem, da do strategij smo dosti krat malce skeptični, češ to so dokumenti, ki se jih napiše, smo jih kar nekaj že sprejeli v zadnjih 20 letih, pa vprašanje, koliko se po njih ravnamo, ampak vsaka strategija je pač načrt, smer delovanja vseh deležnikov, ki to strategijo pomagajo uresničevati in je v neki meri podobna, lahko primerno tudi z načrtom plovbe, neke ladje, če se spomnimo v zgodovini, tudi Kolumb, ko je odkril Ameriko, imel v načrtu odkriti Indije, oziroma nove poti do Indije. Najslabša bi pa bila verjetno varianta, da pač pluješ brez načrta in se vrtiš v začaranem krogu. Celje, ko govorim o Celju, seveda mislim na vsaj Božjo, če že ne širšo regijo, da po naši oceni tudi v prihodnje močno gospodarsko središče stavimo na razvoj in napredek tistega, kar ima tradicijo, znanje, ker smo že sedaj dobri in se lahko primerjamo z razvitim svetom, ne samo z Evropo. Verjetno v tej strategiji želimo vsi tudi, ob tej strategiji verjetno želimo vsi tudi enih primernih ukrepov strani države. Verjetno se marsikomu izmed nas, zlasti pa tistim, ki smo bili zadnjič na obisku pri naših koroških sosedih, toži po gospodarskem okolju, mislim v normativnem delu, ki bi bilo vsaj primerljivo z našimi severnimi sosedi, za katere vemo, da so tudi v Evropski uniji ena najbolj uspešnih držav z ene izmed najnižjih stopenj brezposelnosti, z še vedno zavidljivo gospodarsko rastjo v kriznim časom. Verjetno bo v tem, zagotovo bo v tem več govora tudi v nadaljevanju te okrogle mize. To je verjetno ne samo želja nas, ki nekako vodimo to lokalno politiko, ampak zlasti tistih, ki v tem lokalnem okolju delujete na gospodarskem področju, pa ne samo v Celju, ampak praktično povsod po Sloveniji, ker smo si na nekaterih področjih zaganili življenje do neverjetnega. No, meni pa verjetno nisem edini, je prebudilo kar precej jeze, da ne rečem še česa ostalega, ravno zadnji primer, ki je bil malo medijsko izpostavljen, delo na višini 2 metri. Verjetno smo unikum v Evropi, če ne na svetu, glede postopkov, predpisov, procedur, ki jih morajo delodajalci za nekatere, za tiste, ki pač delajo na lestvah, pošiljati raznim inšpekcijam in nekako vse še ne. Mesto se zavedamo, da je gospodarski razvoj tista osnova, na katerem temelji tudi ves ostali razvoj terciarnih dejavnosti, če tako rečem, od kulture, šolstva, zdravstva in vsega ostalega. In pokolikor bomo imeli dobro, močno in zdravo gospodarstvo, potem bomo tudi na vseh ostalih področjih lahko uspešni in vsaj vzdrževali ta nivo teh storitev, ki ga imamo sedaj, če ne mogoče še celo napredovali. V mestni občini obstaja veliko volje, želje in tudi pripravljenosti, da stopimo nasproti gospodarstvu, da ponudimo partnersko roko, čeprav smo na drugi strani zelo omejeni z predpisi, zopet državnimi predpisi, ki so dostikrat neumni, to kar odkrito povem, nelogični, nerazumljivi.
in so praktično na nek način vežejo roke, se pa trudimo, kot že rečeno, da so vse procedure čim krajše, da nudimo kvalitetni servis gospodarstvu v tistem delu, ki ga pač nudimo. Zdaj mislim na vso razvito komunalno infrastrukturo, prometno infrastrukturo in vse ostalo. To mogoče za uvod. Jaz si želim, da bi iz vseh teh delovnih srečanj, obiskov in vsega ostalega res nastala ena kvalitetna strategija gospodarskega razvoja, da bomo v tej strategiji zapisali tudi ne samo ohranjanje obstoječega, tistega, ki je nekako naša tradicija, seveda na veliko višjem tehnološkem nivoju, kot je bilo nekdaj, ampak da bomo predvsem dali poudarek tudi novim tehnologijam, industrijam z visoko dodano vrednostjo, tudi storitvenim dejavnostim z visoko dodano vrednostjo, informacijskim tehnologijam in vsemu ostalim. Hvala lepa za pozornost. Ja, lep pozdrav tudi v mojem osebnem imenu in pa imenu območne Obrtno-podjetniške zbornice Celje. Zelo sem vesel, da smo se zbrali v takšnem številu. Najprej seveda pozdrav vsem gostjem in pa gostom, tiste, ki smo vabili, posebej še gospe sekretarki, pa seveda iz tujine oziroma iz avstrijske Koroške. Kot vsak človek, mlad in si ustvari družino, mora imeti neke cilje, neko strategijo, kaj bo počel v življenju. Tako je tudi na področju gospodarstva. In jaz se moram na tem mestu zahvaliti tudi mestni občini Celje in gospodu županu, da nam je bila kot partnerju, projektnemu partnerju zaupana ta vloga, da smo lahko sodelovali pri tem projektu izdelave strategije gospodarskega razvoja. Mislim, da je zbornica v Celju tudi s pomočjo regionalne gospodarske zbornice pravi naslov za takšno zadevo. Kljub temu, da sem pričakoval večji odziv gospodarstvenikov, ker vemo, da pač politična in pa gospodarska situacija v Sloveniji je pač takšna, kot je. Vemo, da ni na takšnem nivoju, kot bi morala biti, oziroma kot je že bila, pa vendarle imamo svoje mnenje o tem, smo mlada država, človek pri 22 letih še tudi ne ve, kaj bo počel, tako da ne smemo vreči puške v koruzo, moramo zreti zrelo v prihodnost, vsaj tisti, ki se ukvarjamo z gospodarstvom. Vemo, da je gospodarstvo gonilo vsega, seveda pa je vse tiste obstranske ali vse tiste sorodne dejavnosti, ki gravitirajo na gospodarstvo, so prav tako pomembne. Seveda pa brez gospodarstva ni razvoja, ni neke perspektive, zato tudi izdelava strategije. Jaz upam, da smo zajeli vse tiste želje in zahteve vseh tistih, ki so sodelovali pri tem projektu, za kar se jim zahvaljujem. Upam, da ta strategija ne bo ostala samo gola črka na papirju, da se bomo nekako probali tudi držati. Seveda pa ni samo od nas odvisno, kako bo šel napredek v prihodnje. Jaz želim in upam, da bo danes ena tvorna razprava, vse tisto bomo pokazali kasneje, kar smo ugotovili, do kakšnih rezultatov smo prišli. Vsem tistim, ki niso iz Celja, ker mi Celjani se počutimo zelo dobro, v našem kraju pa želim prijetno počuti. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik, za tvoj pozdrav in uvodne besede. Zdaj bi še pa sam spregovoril malo o namenu strategije, kje smo, tako da smo projekt pripeljali, kakšne cilje smo si zastavili v ožji in širši delovni skupini, na enih in drugih sestankih ožji skupina. Delovna se je sestajala sicer večkrat, širša enkrat. Mogoče na začetku tudi malo kritike, da se navežem na predsednika, da se tudi sam čudim, da se podjetja, gospodarstveniki, politiki in še širše bolj ne udeležujejo takšnih zadev, kot je pisanje strategije gospodarskega razvoja tretje občine v Republiki Sloveniji.
ampak ne glede na to, pa tisti, ki so sodelovali pri oblikovanju strategije, so bili zelo kreativni, zelo vizionarski in predvsem delavni, da smo prišli do nekega materijala, potem bo sodelavka v nadaljevanju tudi prikazala, do kakšnih podatkov smo prišli, kakšno je trenutno stanje gospodarsko in seveda posledično tudi socialno v našem mestu in še malo širše v regiji. Strategija je beseda, katera nam želi povedati gospodarska, da se popravim, tako je župan prej rekel, ker je strategija širšega pomena, mi govorimo tudi v enem delu, to je gospodarstvo, tega, ki dobro poznamo, tudi osebno ga dobro poznam, zbornica gospodarska in obrtna in podjetnika. Želimo si, da si zapišemo v strategijo, kaj bi se želeli naslednjih 10, naslednjih 20 let, kaj bi se želeli v mestu početi, katerim segmentim gospodarskim vejem bo mesto dalo prednost, podajalo spodbude, in bo spodbujalo seveda mesto, ne bi bilo odprto za vso gospodarsko sfero, ampak vsakdo kot v družini, kot v podjetju si daje neke prioritete. Tudi mi želimo v tej strategiji določiti prioritete, 5, 6, 7, 8, 4, ne vem, kaj bomo prišli do zaključka in seveda kakšen bo na koncu politični konsens. Jaz osebno ga čutim, da je, župan je tudi poudaril, da je, mislim, da bo na koncu tudi sprejet, čeprav tudi tu čutim pomanjkanje vseh političnih akterjev kot mestnega sveta in še koga izven, ki bi lahko mogoče malo več naredili, moram biti malo kritični. Ampak ne glede na to, smo mi pripravili en dokument, ki ga bomo še v teh 4 mesecih nadgrajevali, smo pripravili neke segmente, kaj pa mesto Celje želi. In na drugi strani želimo povedati, ko bo ta dokument sprejet, kaj pa to mesto ponuja, kateri so vzvodi, s katerim bo to mesto omogočalo pa pomagalo, da bo to gospodarstvo ostalo na tem nivoju, kot je danes, da bo privabilo še nove podjetnike, da bo dalo spodbudo obstoječim podjetnikom še za nadaljni razvoj. Teh momentov zdaj ni, pa ne mislim, da je tu lokalna skupnost, tudi država je tu zraven, gospod direktorica direktorata Leša tudi to posluša. Tudi država in na koncu tudi Evropa, kje bomo mi ta sredstva skupaj dobili in kje bomo dobili tudi zakonske možnosti, da bomo lahko spodbujali to gospodarstvo. In ko bomo imeli ta dokument, jaz ne mislim, da bo svetopismo, jaz mislim, da bo ta dokument na 10, 15, 20 straneh. Župan je že rekel, pišemo strategije, imamo jih, mogoče se jih najbolj ne držimo. Ne? Pač tak je čas politika. Ne? Jaz želim, da se te strategije bomo držali, jaz želim, da bo ta strategija razumevajoča, da ne bom rabo 3 odvetnike, da mi bo razlagal člen po člen, kaj to pomeni, in akt na akt, kak me bo onemogočil, da bi prišel do nekega želenega cilja, ampak da me bo peljal skozi proces, da mi bo vsak akt olajševal mojo pot. Brez birokratskih ovir, da bomo sam podjetniki, smo srednješolske izobrazbe, nekateri tudi univerzitetne, ampak da ne bomo rabili 10 odvetnikov, da nam bo razložil, kaj ta strateški dokument govori in kaj z njim počnemo in kje lahko dobimo pomoč. Mislim, da se bo tu vključila občina in zbornica, ko bo sprejet, da bomo to pomagali. Naredili smo, ta delovna skupina pod okriljem območne obrtne zbornice Celje je naredila posnetek stanja v Republiki Sloveniji. Naredili smo posnetek stanja vseh občin, kaj trenutno te občine nudijo, kako spodbujajo gospodarstvo, podjetniško inicijativo v svojih območjih, v svojih regijih. Prišli smo do nekih zaključkov, da se pa le nekaj da. Da se le nekaj da, da ni čisto vse tako črno in da nekateri pa le pomagajo na takšne in drugačne načine. Tudi v mestni občini Celje smo lansko leto, ko sem tudi mestni svetnik, sprejeli sklep, smo tudi naredili, da smo znižali komunalno takso za storitvene dejavnosti, pa še nekatere, pokazali prvi korak pred končno izdelavo strategije, ko bo govorila v Evropo. Še več, nadgradili smo. Šli smo v sosedno Avstrijo k našim prijateljem v Slovensko gospodarsko združenje, gospodu Benjamino, predsedniku, pa ga prosil, če nam pa on pove, kak pa Avstrija, kak njihova država pomaga, kak njihova deželna vlada pomaga, kak so oni koristili evropska sredstva, evropski prostor, kako so oni pomagali svojim, in seveda smo imeli še eno argument, da smo ga zapisali v našo strategijo, da tudi
je možno z evropskih sredstev. Drugo je, smo pred drugo finančno perspektivo, 14-20. Republika Slovenija mislim, da zaključuje to nacionalno strategijo in piše, kaj pa bo v tej strategiji. V prvi je bilo kmetijstvo zelo dobro obdelano, mislim, da bo v drugi tudi. Gospodarski segmenti določeni sploh niso bili, ampak ne po krivdi Evrope, po krivdi nacionalnega sklepa ali pa programa, ker nismo bili upisani. Jaz mislim, da se bo to zdaj dodelalo in da bomo znali počrpati ta evropska sredstva, predvsem pa spet apeliram tu na državo, da nam spet bolj papeški, kot je sam papež, in da nam bolj birokratski kot birokrati in nam seveda te postopke poenostavlja. Jih napisali spet razumevajoče za ljudi in jih ne bomo pisali na kožo neki ciljni skupini, ampak širše. Pa to ni namerno ali nenamerno, jaz pravim, da včasih tudi neinformiranost na ministrstvu ali pa neznanje, ker tudi sam dost delujem na tem nivoju sestankov na ministrstvo po zbornični funkciji, ki jo imam v Ljubljani, in vidim, da govorimo nekaj, počnemo nekaj druga. Politiki govorijo, počnejo nekaj druga, gospodarstveniki govorimo pa spet nekaj druga. Ne razumemo se, šum je med nami. Zgleda, da je šum. Ali pa, ne vem, mislim, da se kar lepo izrazil, ne bom več kritičen. Šum je med nami, ne slišimo se. Jaz želim, da se slišimo. Tako v tej strategiji na občinskem nivoju, kot na državnem nivoju. Tako da mi smo vse naredili, kar se je dal po najboljših naših močeh te oske skupine delovne, ki je pač to strategijo pisala. Seveda v razpravi mislim, da bomo še dobili dosti idej od vas. Naredili smo ankete v gospodinstvih, v gospodarstveniki, še nadgradili smo, še šole smo vključili. Kaj pa razmišljajo osnovnošolci? Tudi oni so tisti, ki so zelo pomembni, na katerih bomo gradili v naslednjem desetletju to državo, pa na katere lahko upamo. Tudi od njih bomo dobili podatek, kako oni razmišljajo. Želimo čudoviti dokument, kateri bo zagledal ljud sveta in kateri bo oprijemljiv. Za vse to mi lahko napišemo zlate programe, zlate strategije, če ne bo podprto s proračunom v državnem in lokalnem nivoju. Jaz pričakujem v 2013 ne bi bilo to sprejet, 2014 pričakujem, da bi občinski proračun namenil neka konta, ki bi govoril o gospodarstvu, o spodbudi, o strategiji in seveda v državnem in evropskem. Seveda to bo v nadaljevanju in to bo politična odločitev. Na to gospodarstvo ne bomo imeli vpliva. Politika bo pa tista, ko bo rekla, a bo namenila določena sredstva, ne. Tako za socialni transfer, tako za gospodarstvo. Gospodarstvo v danem momentu drži 3 stebre. Poslušate pa berete, sam zadnje dni ali pa zadnji teden berete, kaj nam politika nalaga gospodarstvo. Mi smo komolzna krava. Ampak naša krava še sam nam zizek mozga. Sem kmečki sin, zato govorim o kmečki logiki, pa tudi moja logika je kmečka. Še tega zapremo, pa državo kar pokopimo. Mi ne moramo biti več obremenjeni, gospodarstvo se ne sme obremeniti niti za 1 eurocent, gospodarstvo rabi spodbude. To ne govorim jaz, to je evropska strategija. To je napisano v drugi finančni perspektivi. Mala in srednja podjetja držijo evropsko gospodarstvo in slovensko gospodarstvo. Za njega ne moramo reči, da smo kaj veliko naredili. Delamo pa zdaj, ta politika dela pa zdaj, kako bi to gospodarstvo še bolj obremenilo. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, plače davčih, DDV dvigne. To so zdaj ideje zadnjih 3-4 dneh. Danes sem odprl finance, Rastoder odpira danes hladilnico v Ljubljani za 10 milijonov. 12 000 evrov je plačal prej, nadomestila zdaj ga 126 letošnja leta. To je spet spodbuda enemu gospodarstveniku, ko nam bo šel v Hrvaško ali pa v Avstrijo. Pa mogoče gospod Benjamin povedal, kak si pa Avstrija želi naših investicij. In dnevno bežijo slovenska podjetja v Avstrijo, v tujino, dnevno se podjetja zapirajo, tako da mislim, da politika bo mogla čuti in slišati glas bijočega v puščavi. To smo mi v gospodarstvu. Da mislim, da je to za uvod dost, pa bi predal mogoče kar gospe Tatjani, naše strokovni sodelavki na območni vrtni zbornici in članici ožje delovne skupine, ki moram tudi tukaj pohvaliti, bila operativna in najbolj delovna in pridna v tej delovni skupini, da je pobrala vse analitike, statistike in da bo zdaj malo predstavila trenutno situacijo v našem mestu in še malo širše, kakšno je zatečeno stanje.
Prosim, izvolite. Hvala za besedo, vsem skupaj tudi lep pozdrav z moje strani. Zdaj, tako ko je že bilo povedano, skratka, vse podlage so bile narejene za pripravo strategije že v decembru mesecu, kar se tiče statističnih podatkov, kar se tiče trga dela, gospodarstva, prebivalstva, izobraževanja in tako naprej. Bile so v bistvu narejene možnosti spodbud, kar se tiče zakonodaje, lokalne samouprave in pa seveda dobre prakse v Republiki Sloveniji. Zdaj, glede na vse skupaj, tako ko sta že podarila gospod župan in pa seveda vodja projekta, nekako želimo slišati glas ljudstva. To pomeni, da dejansko smo pristopili k izvajanju anket na 3 segmentih, da v bistvu povedo oziroma pridobijo mnenje od občanov, kaj menijo, od poslovnih subjektov in seveda najnazadnje smo se nekako odločili, glede na to, da spet izvajamo v letošnjem letu projekt izbira poklica izziv za prihodnost, da bomo tudi osnovnošolce poprašali, kaj pa oni mislijo o prihodnosti. Predvsem bi se želela tu na tem mestu zahvaliti vsem tistim, ki ste pripomogli tako v distribuciji anket in pridobivanju mnenj, ki dejansko so bile ankete tudi objavljene tako na spletni strani Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, na spletni strani občine Celje, na spletnih straneh Celje Info in na Mladinskem centru Celje. A kljub temu številka je za občane 352 pridobljenih izpolnjenih vprašalnikov, kar pa lahko rečemo, da pri 48.682 prebivalcev po statistiki iz zadnje polovice leta 2012 ni ravno velika številka. Temu se reče pa potem odzivnost, kako v bistvu pač se ljudje vključujejo te zadeve. Sprašvali smo seveda o možnih področjih razvoja, se pravi, kje Celjani pač vidimo, katera področja bilo potrebno razvijati. Zdaj, jaz bi mogoče kar začela na tem segmentu, koliko je že gospod župan poudaril, mi si želimo novih tehnologij, IKT, dodane vrednosti in tako naprej in tako tudi so mnenja teh 352 občanov, ki so sodelovali v anketi, enaka, se pravi, kje so največje možnosti razvoja, turizem, človeški viri, mikromajhna podjetja, inovativne tehnologije, logistični, tehnološki centri, obrtništvo, ekologija, poslovne cone, nenazadnje zdravstvo, šolstvo in mestno jedro. Skratka, tu so vse nekako, če pogledamo dejavnosti z dodano vrednostjo. 40% jih je v anketi občanov menilo, da mestna občina Celje svojo politiko delovanja ne ustvarja pogojev za razvoj podjetništva, obrti in gospodarstva. Ta procent bo se videl, da se pokriva z mnenjem poslovnih subjektov, medtem ko se 69-82% opredelilo, da bi bilo potrebno sredstva občinskega proračuna subvencionirati marsikaj, od delovnih mest, začetne proizvodne investicije, nakup stavbnih zemljišč, komunalnega prispevka in določene obrtniške dejavnosti s tiste, ki pač so nekako izmerjene. Tudi ta procent se pokriva potem z temi anketami, ki so bile narejene z poslovnimi subjekti. Tu smo pristopili drugače in sicer na način direktnega anketiranja, telefonsko vzpostavitvijo kontaktov. To je bila nenazadnje priložnost in možnost, da nekako izvemo z prve roke, kaj dejansko podjetniki, direktorji in obrtniki menijo o zadevah, ki se tičejo prihodnosti Celja in lahko rečem, da to je bilo pravno 152 razgovorov, kar pomeni glede na naše članstvo samo Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje 14,21%, kar pa se tiče vseh, se pravi, podjetij, gospodarskih družb in pa SP, samostojnih podjetnikov, posameznikov v mestni občini Celje, pa je to 4%, kar pa ni tako zanemarljiva številka. Zdaj, to je bila tudi priložnost, da smo se pogovorili, katere so trenutne spodbude na področju mestne občine Celje oziroma v naši državi ali pa tudi na nivoju Evropske unije. Smo nekako se pogovorili o regijski štipendijski skemi, so dosti zanimali za te informacije in nenazadnje vsi tisti, ki so imeli ali pa imate prostore v mestnem jedru, je bila to priložnost, da smo povezali vas in pa gospod Tadeja Fanoga, ki je na mestni občini Celje zaposlena za področje mestnega marketinga, da so se vzpostavili te kontakte in kakor imam informacije, je to bilo tudi že narejeno. Zdaj, anketirani podjetja in pa podjetniki, obrtniki ste bili iz zelo različnih dejavnosti, zaposlenih od samozaposlenih do 200 zaposlenih in popraševali smo potem, se pravi, ali ste koristili podporno okolje, to pomeni kakršne koli subvencije,
kredite se strani občin države, tako naprej. In lahko v bistvu nas kar preseneti rezultat, da je to 28% vprašanih je pravzaprav pridobili neka sredstva od države, največji procent pa od Zavoda za zaposlovanje v obliki subvencij za zaposlitve. 43% v naslednjih letih načrtuje investicije, predvsem v prostore in pa v strojno opremo ter v IKT, kar pa posledično tudi potem zelo dober procent načrtovanih novih zaposlitev, in sicer 38%, to govorimo v obdobju 2014 pa 5-letno obdobje. Medtem, ko smo povprašali po poklicnih profilih, je bilo težko napovedati, bom rekla, izoblikovane profile, ker so bili zelo različni, od 4. do 8. stopnje, različni izobrazbeni profili. Potem smo povpraševali, ali poznajo možnosti štipendiranja, kako pridobiti kadre v prihodnost, kar se tiče regijske štipendijske sheme. To je, bomo rekla, kar tako žalosten podatek, samo 20% je poznalo to zadevo, medtem ko pa spet 41% izmeni, da Mestna občina Celje ne ustvarja pogojev za razvoj podjetniškega in gospodarstva. Bilo je tudi vprašanje, ali odloki o komunalnem prispevku, odloku na nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pa pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov garaž v lasti Mestne občine Celje spodbuja razvoj obrti in gospodarstva, 54% meni, da ne. Vendar tisti, ki so v bistvu zelo dobro poznajo stanje v mestnem jedru, so dejansko izjavili, da ima Mestna občina Celje primerne najemnine, da bi bilo pa treba v bistvu nekaj narediti, a kakšen odlok ali takso za tiste prostore, ki so prazni, pa so v bistvu v privatni lasti. Potem seveda zelo velik procent se je opredelil, da je bilo treba marsikaj subvencionirati iz proračuna Mestne občine Celje, 81-93%, pa vendar se je bilo izpostavljeno, da subvencionirati da, vendar pod določenimi kriteriji izdelati varovala in mehanizme za vračanje, predvsem pa ustvarjanje prej podjetniškega okolja, kakor samo subvencioniranje. Zdaj na splošno lahko strnem tisto, kar je bilo še dodano v pobudo mnenja sugestije, da problematika infrastrukture in prostora na nek način, kar se tiče teh sprememb namennosti postopkov in tako naprej. Potem predvsem so vsi nekako zainteresirani, da bi se omejilo in sankcionirano delo na črno s poostritvijo nadzora. Potem, kar se tiče mestnega jedra in te strategije razvoja na tem področju, kjer je vedno problem, se ukvarjamo z parkiranjem, so tudi nekako izjavili parkiranje, ja, vendar nekaj 15 minut brezplačno za manipulacijo bi bilo potrebno. Potem se je v letošnjem letu pojavil še ta prispevek plačevanja meteornih vod in predvsem, kar se tiče mestnega jedra, kar sem že povedala, prazni lokali, kako to rešiti, seveda pa povečati frekvenco mesto in nenazadnje je še bila izjava o tem, da nimamo postajališča za taksi na železniški postaji. Kratka, to so nekako izkrjene te ankete na kratko, vsekakor bo kompletne analize objavljene na vseh portalih, kot sedaj. Medtem, ko smo pa osnovno šolce, kjer se anketiranje še izvaja v sklopu tega projekta izbira poklica že za prihodnost, pa spraševali o tem, ali v bistvu že vedo in če vedo, za katera dva poklica bi se odločali, ali imajo možnost zaposlitve po njihovem mnenju za ta dva poklica v Mestni občini Celje. Potem področja, ki po njihovem mnenju bi bilo potrebno razvijati, sovpadajo s tistimi, ki dejansko so bili na anketnem vprašanju za občane in seveda, kaj me v Celju všeč in kaj mladi v Celju pogrešajo. Zdaj, to je zdaj pa taka neuradna informacija, vmes te ankete smo že malo pregledali, ampak je pa zanimivo, da pravzaprav tiste, ki sem jih pregledala, govorijo predvsem o tehničnih profilih, o zdravstvenih zadevah, kar dosti menim, da nimajo možnosti v Celju. To za enkrat pa, da v bistvu je mi všeč park, to je vse, kar enkrat se vidim od tega. Tako da jaz bi se vam res vsem zahvalila, ki ste pri tem sodelovali. Številke niso velike, vam pa lahko povem iz izkušenj, ko sem pregledala različne prakse pridobivanja mnenj občanov iz poslovnih subjektov v drugih občinah po Sloveniji, pa so te številke kar 3-kratnik tiste, s katerimi so ostali iterirali. Tako da hvala lepa. Hvala lepa, Tatjani Štinek.
Jaz sem mnenja, da vsekakor do teh rezultatov in zaključkov, ko smo prišli, nam bo sigurno v oporo pri našem nadaljnjem delu za izdelavo tega strateškega dokumenta, pa se bomo oprli na njega. Je pa nekako tudi ta anketa pokazala, da je ta ožja delovna skupina kar nekako pravo smer zavzela. Smo govorili o segmentih, katere bi pa želeli imeti v mestni občini Celje. Seveda smo usklajevali tudi z gospodom županom. In smo bili zelo veseli, ko je ta anketa približno v isto smer peljala segmente, kateri se pa ne bi bili spodbujani ali pa ne bi imeli neko prioriteto v naše mesto. Še enkrat hvala lepa, Tatjana. Pa bi pozval k besedi predsednika regionalne gospodarske zbornice. Ena splošna ocena velja, da je gospodarstvo, ali pa sem splošno, mestna občina Celje en tak primer dobre prakse, pravzaprav vzor drugim mestnim občinam, vzor drugim občinam, zahvaljujoč eni strategiji, ki je v glavi župana. In takšna strategija, po mojem mnenju, je najboljša. Seveda je pa prav, da je tudi kaj zapisanega. Kot primer bi vam pokazal en špeh strategije razvoja mestne občine Maribor. Tole je pol tega. Vse skupaj 666 strani. Izjemno dobro narejen. Analitično, detaljiran, svod analize, vse živo. In tudi ena dobra misel noter, želja delovne skupine je bila in je, da ta strategija ne bi ostala v predalu. Zato me veseli misel in pobuda predsednika, naj bo kratko in jedrna. Potem to funkcionira, drugače ne. Tukaj so noter analize, ker so primerjave občin in z gotovostjo lahko trdim, da je gospodarstvo v naši občini v relativno dobrem stanju oziroma primerjajoče z ostalimi je drugje hudo slabše kot pri nas. Imamo zelo pestro razpršeno dejavnost, tako živilsko-predelovalna, izredno močna, kemična, grafična, storitvene dejavnosti in jasno, trgovine in to. In tudi struktura mala, srednja, velika podjetja v zadnjih letih kaže na dokaj ugodno strukturo. Skratka, imamo neke osnove, da lahko potegnemo voz naprej. Kar se tiče davkov, ko je predsednik povedal, moje mišljenje je na žalost, da se tako fizične kot pravne osebe v Sloveniji dodatnim obremenitvam in to hudim ne bomo zaobljali. Tukaj pač nekdo mora biti prvi, ampak mi smo prvi v Celju uvedli davek na dež. Vse druge še čaka tudi. Slej ko prej. Pa še kaj si bojo, mislim, ne vem, na sonce, pa na oblake. V glavnem, ko je rečeno, da povem, kaj potrebuje gospodarstvo, bi izpostavil dve stvari, ki so pa možne. To so primeri iz prakse, ko z direktorji in dobrim mi pravijo, jaz bi rad zgradil, imam program, imam pobudo lastnika, v 6 mesecih moram zagnati proizvodno. Jaz se bojim obljubiti, ker v 6 mesecih dokumentov ne bom dovolj, dovoljen ne bom dovolj. In tu grejo delovna mesta. Pa grejo. In potem se to, seveda v drugih državi, to so mednarodne korporacije, konkretno Etoro. Drug primer je GKN, ki ni čist lele, ampak je tudi dober primer. GKN je korporacija s sedežem v Londonu in potem imajo firme v Italiji, Nemčiji, Franciji, Avstriji in tam so hčere. Direktor naš tukaj si ni upal vprašati, koliko so tam cene zemljišč svojih kolegov, ko bi tole pol ure dobo odgovor, zato ker je tudi notranja konkurenca in bi rekli, da v Sloveniji to bomo mi delati. Kje je problem? Cena zemljišč se ve je 15 do 30 evrov, ponekod tudi za 100 na 99 let. Ker seveda država pa občina pa drugje dobi to noter. Pri nas seveda
in je pobuda po razmislek Razvojne agencije Savinjske regije, ker so župani dali interes in željo, ker se imevajo te industrijske cone, da se to zakonodajno spremeni, ker zdaj seveda, če bo to dal cenej od tistega predpisanega, bo imel na vratu kriminaliste, korupcijsko komisijo in tako naprej. Vemo primer, ko je Viva Pen pred desetletjem in tako v močvirje tamle pri Dinosu pomagal župan, to je pa hodil po sodišče. To je naša praksa. Skratka, s tem dvem primerim se pa da nekaj podariti. Znižati cene zemljišč, pritisniti na državo, da bomo ne dobili tuje investicije, da bo vse pri nas kdo kaj naredil, ker tam smo še dale zelo. In pa skrajšati administrativne, birokratske, Bogov Isusove postopke. To se da narediti. Davko se nažalost ne bomo zaobnali, ker smo tako globoko. Na nacionalnem nivoju vemo, da je zavožen totalno in naprej in neke stvari se pa dajo na lokalni ravni. Gotovo da. Ko da inšpektor zgaga odlog, da se mora en šotor tam kar takoj podreti, direktor pa prosi, dajte mi 3 leta odloka, saj bom naredil tam halo. Ti šotor sicer je na nekih vodih tam, ampak to se lahko podre v 24 urih, pa se pošljuje. Skratka, takih primerov slabih praks imamo izjemno veliko. Pa še en primer bi poudaril zasebno javno partnerstvo. To v tujini tudi funkcionira. Pri nas nažalost ne. Ste videli na primeru Maribora, ko so malo pretiravali z številom teh radarjev in tako naprej, pa seveda tista zavist, ko mi kazen plačamo od policajev, če gre to v državo, še že nekako, če pa gre v privat žepe, je pa to še toliko huje. No, tak primer slabe prakse imamo tudi v Celju, konkretno, vse vemo, vsi, populisti. Gre za to, da privatni kapital v sozvočju z družbenim ne more potem to žlico seveda, ampak ne pa z buldožerji pa z bagri nalagati in to seveda potem ne funkcionira. Če prevlada potem ta privatni interes v tem smislu, da nekaj nima podatkov, tisti javni interes nima nadzora, nima bilanc, ne ve, kaj se z denarjem dela in tako naprej. Skratka, tu tudi mislim, da je ena od priložnosti in če bi tukaj bil pameten, bi se dal kaj narediti, tudi tam ta strašni stara cinkarna, Tehnopolis, s tisto zemljo, vse to so aktualne zadeve, ki bo tako lahko treba. Hvala lepa. Drago, hvala. Fajn, da je bilo poslušati. Govorimo en jezik. Meni ni bilo fajn poslušati, če dovoliš se smotnem v repliko, da predsednik regionalne gospodarske, direktor regionalne gospodarske zbornice ne bi smel uporabljati takih populističnih besed, kot je davek na dež. Prvič, nismo edini, ali pa prvi v Sloveniji, ker je poleg Celja enačalo tudi v Štorah, Voniku in Dobrni, imamo skupno javno podjetje in ne gre za davek na dež, ampak po mojem trdnem prepričanju za pravičnejši sistem, kot je bil doslej. Glejte, na čistilno napravo čiščenje odpadnih komunalnih voda je velik strošek. In na čistilno napravo pride meteorna voda in umazana voda po uporabi. Sistem je zdaj narejen tako, da tisti, ki na čiščenje odvaja tudi vodo, ki jo ni potrebno čistiti, to je deževnica, največ plača. Vsak pa ima možnost, da to meteorno vodo spelje kam drugam, ali jo zadržuje na svojem zemljišču, ali si naredi ločeno meteorno kanalizacijo in je sistem pravičen. Jaz imam ločeno kanalizacijo, meteorno pa fekalno in se mi zdi pravično to, ker meteorno vodo odvajam drugam, ne pa na čistilno napravo. In največji strošek vode, ki je danes velik strošek za gospodinstvo, dvakrat več plačam vode kot smeti, je čiščenje odpadnih voda. In zakaj bi jaz mogel več plačevati, strošek se pa seveda zračuna pa na kubik prečiščene vode, zakaj bi mogel jaz več plačevati, če odvajam meteorno vodo drugam od tistega, ki pa si ni naredil meteorne kanalizacije, ima zato manjši strošek pri gradnji, zdaj pa so meteorno vodo odvajam na čistilno napravo. Sistem je pravičen, ne gre za davek na dež, ampak za pravičen način razdelitve stroška funkcioniranja neke nujne komunalne infrastrukture. Direktor to
ni fajn slišati, da smo pa zdaj mi uvedli nek davek. Poleg tega si to nismo mi izmislili, ampak je to predpis Evropske unije in predpis države, to je Evropska direktiva, ki jo pač smo jo prvi sprovedli, verjetno pa vsi ostali mogli slej poprej s takšnimi in drugačnimi posledicami. Mi se v mestu zelo trudimo, da stroške za gospodarstvo, tisti, ki so v naši sferi, poskušamo znižati na najnižji možni nivo. Jaz se dobro spominjam pogovora, zdaj že na 6, 7 ali pa 8 let, ko so prišli investitorji kupovati traktorsko halo v Štore, to so bili skupina naši zamejski Slovenci, Julon iz Italije, ki so me vprašali samo to, koliko stane smetli, koliko stane voda, koliko stane nadomestilo za obrabo stavnega zemljišča. Vse, pa kaj me samo to sprašujete? Je rekel, vse ostalo vemo, koliko je strošek delovne sile, koliko je elektrika. To, kar je občinski strošek. In dejansko smo mi pri teh stroških zelo vedno, to mestni svetniki lahko potrdili, ko na mestnem svetu kdaj potrebujemo kakšno ceno pod povprečjem. Se primerjamo z vsemi mestnimi občinami, pa tudi s kakimi drugimi velikimi občinami, skrbimo, da je ta strošek nižji, kot je znam primerljivi na poti. To se sam, mi je sedlo na dušo. Jaz mislim, da bi tudi mediji tole povzeli, da tudi tisti, ki ste tu prisotni, da se da temu strošku izognati. Sem pa pripričan, da je pa predsednik gospodarske zbornice govoril v duhu dodatne neobremenitve gospodarstva. Se pa strinjam tudi z županom, da je možnost to speljati v votok ali pa nihalnico ali pa v neko zajetje vode ali pa ne vem kam še. Drago je pa čisto iskreno mislim, še enkrat te pohvalim, ker govorimo isti jezik, čutimo isto problematiko in drago je predsednik tiste zbornice, ki zastopa delniške družbe, to se pravi cinkarna, pa ljudi tam od 500 pa naprej, mi smo pa tisti, ki imamo do 100-200 ljudi. In imamo tako iste probleme. Oni malo večje, mi malo manjše, ali pa mi malo večje, pa oni malo manjše, ker so večji, ampak skupaj z roko v roki že dolga leta sodelujemo obe zbornice, iščemo rešitev za boljši jutr, pa za lepši način, pa boljši način za gospodarstvo. Pa bi kar naprej povabil gospoda Janka Trobiša z mestne občine Celje, ki je vodja sektorja za gospodarstvo in tudi član ožje delovne skupine za strategiji. Pa prosim, da pa on predstavi, kaj je pa v danem momentu možno, kaj lahko koristi gospodarstvo. Zakon o lokalni samoupravi je pa prav zanimiv, da tukaj v bistvu pove, da omogoča pogoje gospodarskega razvoja občine, dotika se tukaj seveda tudi nekatere druge stvari, to se pravi upravljanje občinskega premoženja in pa načrtovanje prostorskega razvoja. To so nekje pač ti glavni vidiki v zakonu o lokalni samoupravi, ki se nekje dotikajo gospodarstva. Zdaj, če pogledamo, kot sem že rekel, tukaj so precej nejasna določila, predvsem pa togo s predpisov, predvsem z področja javnih financ, kot je že bilo omenjeno, da potem pač, če se želi pač pomagati občina, želi pomagati določenemu gospodarstvu, je takoj lahko v bistvu predmet raznih preiskav, bom rekel celo kazenskih, tako da tukaj v bistvu je precej nedorečenega. Vem, da smo se pogovarjali celo z Petrom, ko je rekel, da v bistvu je bilo celo nekaj že narejenega na področju, da lahko v bistvu občina tudi odda, seveda cenej zemljo ali pa tudi celo zastojn. To je sicer res in to je bilo tudi sedaj zapisano, vendar vsi vemo, kaj bi se za tem trenutkom, da pač nekdo to od županov naredi, kaj bi se zgodilo z njim. Tukaj dejansko bi bil tako predmet preiskav. Torej, kot je že bilo rečeno, tudi v bistvu imamo en velik inštrument v občine, ki ga imajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. To je sicer, bom rekel, celo nek relikt preteklosti iz leta 1984, je pač osnovni zakon, ki še vedno velja. Ampak kljub temu smo pač poskušali tukaj vsaj v mestni občini Celje narediti nekaj na tem področju in mislim, da smo kar veliko uspeli, ker če pogledamo primerjalno, ko smo delali analize, smo nekje v ostalih občinah po Sloveniji, imamo nekje najbolj zaščiteno pač te proizvodne in predelovalne dejavnosti.
ker je pač normalno, da je občini to interesu, da ima pač čim bolj zaščiteno te dejavnosti, ker vemo, da v Celju konkretno trgovine in ostalih storitvenih dejavnosti že kar dovolj in na ta način pač poskušamo pač nekje zaščititi najbolj to proizvodno in predelovalno dejavnost. Na prostorskem planiranju seveda tukaj je nekaj možnosti, ampak kot je že bilo tukaj tudi rečeno, je v bistvu so predpisi izredno togi in pa dolgotrajni. Gospodarstvo pa vemo, da je dinamično in da v bistvu rabi trenutne, takojšnje rešitve. Tukaj smo seveda tudi na občini precej omejeni z državo in upamo, da bo v bistvu država znala prisluhniti temu in da bojo potem pač neke možnosti dane občinam, da bojo lahko hitreje reagirale in ko bo pač dobilo neko spodbudo iz gospodarskega okolja, da jo bo lahko tudi realizirala in potem v prostor dala. Namreč samo neko planiranje teh podjetniških con je sicer neka dobra stvar, ampak problem je, ker v bistvu še pač ni znan neki konkretni znani investitor in tukaj potem lahko tudi problem samo komunalno opremljanje in potem tudi seveda potem razvoj. Mogoče bi tukaj še opozoril na to, kar sem že v začetku rekel, da v bistvu manjkajoči ta drugi nivo lokalne samouprave, ker v bistvu z ravno tem slabim nekim prostorskim planiranjem smo ugotovili, da smo precej zemlje že pozidali in se nam zdaj zmanjšujejo ta kmetijska zemljišča in pa tudi seveda infrastruktura ni urejena. Tako da v bistvu tudi nekatere manjše občine dejansko, bom rekel, so nekaj pozidale, kar pa zdaj v bistvu ne vejo, kako to razviti. Tako da tukaj se čuti to pomanjkanje nekega regionalnega planiranja in pa seveda tudi prenosa določenih funkcij države na ta regionalni nivo. Tukaj bomo še verjetno malo mogli počakati na ta drugi lokalni nivo, ampak jaz mislim, da se bo slej ko prej mogel zgoditi, ker tudi ta bi verjetno pripomogel k nekemu izhodu iz krizi. Tukaj upravljanje premoženja sem že nekaj povedal, da v bistvu, kar se tiče oddajanja zemljišč, je že bilo tudi rečeno, da tukaj je sicer možnost, ampak seveda so to zelo omejena. Ena izmed možnosti je seveda tudi so upravljanje za poslovnimi prostori v občinski lasti. Tukaj v bistvu je že bilo rečeno, da seveda smo tukaj mi sprejeli nek pravilnik, ki sicer v anketi je bilo izkazano, da je še premalo, ampak potem se je tudi izkazalo, da pa vsaj v starem mestnem jedru in da je nekje cenovna politika ugodna strani občine in da pač lahko tudi povem, ker pač tudi spada to v moj sektor, da poslovnih prostorov v starem mestnem jedru, ki so v lasti mestne občine, praktično ni, da so vsa polna in da tudi v bistvu je interes po tem. Problem so pa res prazna poslovne prostore in seveda zasebni lasti in tukaj pa na kakšen način jih pač prisiliti je zelo težko. Mi smo sprejeli zelo odloko nadomestilo, s katerim smo dali 5-kratnik plačevanja nadomestila za prazne poslovne prostore. Zdaj efekt bomo videli, ker zelo v bistvu bo šlo to odmera ven in bomo potem videli, ali bo to ustrezen ukrep, ki bo pač spodbudil lastnike teh praznih poslovnih prostorov, da bojo nekaj naredili. Zdaj, kakšne druge stvari je vprašanje, seveda, ker tukaj imamo pri nas zasebno lastnino precej zaščiteno in vprašanje, dokam lahko še v bistvu občina posega z svojimi oblastnimi akti. To smo pač povedali, poslovne cone tudi. Seveda, tukaj je še potem ena, bom rekel, zelo dobra praksa, ki je že tudi izvajana, to se pravi izobraževanje v osnovnih šolah z dodatnim programom nekega podjetništva, da se pač pripravljajo pač, bom rekel, ta mlada generacija, da bi bila bolj pripravljena za podjetništvo. Seveda, tukaj tač poskušamo tudi kot občina vključevati gospodarske subjekte v promocijo mesta. Seveda, neki paradni konji gospodarstva tudi pomenijo tudi nekaj bolj za občino. O administrativni pomoči podjetnikom mislim, da bo povedal še kaj več gospod Damjan Vrečko. Mislim, da tukaj kar nekaj stvari že deluje. Tukaj predvsem so seveda najbolj ranljive tiste, bom rekel, mladi podjetniki, ki takoj začnejo, takrat so v bistvu malo izgubljeni v tem labirintu predpisov in seveda je še tako dobrodošla pomoč nekoga, da pač
jih zna usmeriti in da se potem ta podjetnik lahko tudi potem obdrži. Tukaj je cel kup enih prednosti, ki pa v bistvu seveda hočem pokazati, da je seveda interes občine, da ima zdravo in dobro gospodarstvo. V primeru, da je pač neko stabilno gospodarsko okolje, je seveda tudi večja zaposlenost in večja zaposlenost seveda potegne za sabo tudi manjši pritisk na socialne transferje, strani občine, kakor tudi v bistvu povečanje nekih obiska kulturnih ustanov, kar tudi seveda je strani občine, bom rekel, kar en velik strošek, in ker pač vse skupaj to zaživi, je vsekakor manjši pritisk tudi na ta občinski proračun. Tudi tukaj gre za neko okolje, seveda, ker tukaj se potem tudi prostor boljše ureja, degradirana območja, seveda tukaj se lahko tudi potem razvijajo. Tako da občina vsekakor je, občini je velik interes, da bi dobila neko stabilno in dobro gospodarsko okolje. Toliko je z moje strani na hitro, ko bomo imeli pač kaj več, bomo še pač poskušali vas čim bolj seznaniti še s temi ukrepi. Ja, hvala lepa za besedo, hvala lepa za povabilo. Mogoče se bo komu zdelo na prvi pogled, češ državna uprava, spregi z gospodarstvom, kako in na kak način. No, na podlagi mojih, bom rekel, kar pestrih izkušenj, gre tukaj za zelo veliko soodvisnost in prepričan sem, da ne samo državna, ampak generalno gledano javna uprava je lahko velik generator gospodarskega razvoja ali pa v nasprotni smeri velik zaviralec. Upravna dejavnost je v osnovi storitvena dejavnost. In če storitvena dejavnost okrasijo bistveni elementi kot katerokoli drugo storitveno dejavnost, se pravi učinkovitost, ekonomičnost, pravočasnost in pa seveda, da je izvedena tudi na prijazen način. Tega se na naši upravni enoti Celje zelo dobro zavedamo, že od leta 1995 izvajamo mnoge aktivnosti, ki naj bi to državno upravo, to našo dejavnost približale različnim subjektom, tako fizičnim kot pravnim osebam. V vsem tem 17-letnem času smo tudi naredili marsikatere upravno-inovativne aktivnosti, ki so bile opažene tudi v širšem slovenskem upravnem prostoru, pa vendarle bi se dejansko najprej osredotočil na eno zadevo, ki je bila že danes dostikrat omenjena, namreč področje gradbenih dovoljenj. To še kako seveda je pomembno za različne gospodarske subjekte pri upravljanju njihovih dejavnosti. Po mojem trdnem prepričanju, in to sem tudi na nedavnem pogovoru z ministrom Virantom to svoje stališče povedal, je eden izmed, bi rekel, največjih problemov na tem področju popolnoma neustrezna urbanistična zakonodaja. Takšna kot je dejansko povzroča občinam ogromno težav pri sprejemanju in spreminjanju prostorskih aktov. Popolnoma drži tisto, verjetno, kar je kolega prej povedal, da nekdo, ki hoče nekaj v neki občini zgraditi, toliko in toliko delovnih mest za to nameniti, da verjetno ne bo čakal 2 leti za to, da se bojo pripravili ustrezni prostorski akti in tako dalje, ampak želi to v najkrajšem možnem času. Osebno sem prepričan, torej, da takšna urbanistična zakonodaja s tolikimi, bi rekel, procedurami, soglasji, kot jo imamo pri sprejemanju prostorskih aktov, prav gotovo predstavlja enega izmed velikih zaviralcev pri sprejemanju in spreminjanju različnih prostorskih aktov, ki pa, kot vemo, so v pristojnosti občin. Kajti občine so tiste, ki gospodarijo in upravljajo s prostorom, medtem ko upravne enote na prvi stopnji izdajajo gradbena dovoljenja. Seveda, ko sem govoril o tej urbanistični zakonodaji, bi lahko seveda to razširili še na marsikatere druge predpise v naši državi, ki so resnično neprimerni, neživljenjski in
To je en segment problemov. Drug segment je pa tudi tako imenovana učinkovitost uprave. Lahko povem, da zame osebno in tudi sicer je ena izmed najbolj pomembnih zadev, da poslujemo, kot se reče, brez tako imenovanih upravnih zaostankov. To pomeni, da so vse vloge od dneva popolnosti rešene najkasneje v 2 mesecih. To je en izmed izredno pomembnih zadev, kajti vemo, kakšne težave imamo v naši državi tudi zaradi mnogih sodnih zaostankov. In kam in kako to tudi na vsezadnje razjeda temelje pravne države. Torej, kot rečeno, temu področju posvečamo izredno pozornost in seveda zato, kar se upravne enote tiče Celje, lahko povem, da poslujemo vse skozi brez teh upravnih zaostankov. Druga zadeva, ki bi jo omenil, je tudi ta tako imenovana upravna inovativnost, ki je predvsem osredotočena na naše odjemalce v najširšem pogledu besede. To pomeni, da pač kakršnokoli upravna storitev, ki je že, da je izvedena, kot sem prej rekel, učinkovito, hitro, čim ceneje in pa na prijazen način. V tem pomenu bi mogoče izpostavil upravno-informacijski servis, ki so ga podprle vse 4 občine, ki sodijo pod pristojnost upravne enote Celje in je tudi nekaj edinstvenega v slovenskem upravnem prostoru. Jaz sem to zadevo predstavil tudi v Portorožu na dnevih menedžmenta, upravnega menedžmenta in gre za to, da v tem projektu, kjer se deluje preko, mislim, da 20 različnih organov javne uprave na našem območju, ponuja odgovore na različna vprašanja iz pristojnosti različnih teh organov na tem portalu in posebej me veseli, da je povprečna čakalna doba na pripravo odgovora 3 dni. Tretja zadeva, ki bi jo omenil, je pa ta tako imenovani, kot je kolega Janko že povedal, projekt EVM. Upravna enota Celje se je ta projekt vključila v samem začetku in torej od leta 2005. Posebno pozornost namenjamo tudi našemu strokovnemu svetovanju, tako podjetnikom, torej samostojnim podjetnikom, kot enostavnim družbam z omejeno odgovornostjo. In mogoče samo za ilustracijo naj povem, da smo v letu 2011 izvedli tovrstnih registracij 160, lansko leto 205, v letošnjem letu pa do sedaj 76. Največ je povpraševanja na področju storitev gradbenih dejavnosti, sledijo pa trgovinske dejavnosti s posredništvom in tako dalje. Naj zaključim moje osebno mnenje, moje osebno prepričanje, ki sem ga že večkrat povedal. Namreč, tudi v tem času, seveda, ko se veliko razpravlja o, bi rekel, rezervah v javni upravi, o takšnih in drugačnih posebih. Bilo je že tudi danes omenjeno, da manjka ta drugi nivo lokalne samouprave. Torej, osebno sem prepričan, da bo treba čim prej pristopiti k reorganizaciji državne uprave, k formiranju takšnih ali drugačnih nekih upravnih centrov, ne glede na to se bo imenovali ali upravni okraji ali upravne enote ali kakorkoli, kajti največja šibkost se mi zdi, oziroma ne, da se mi zdi, sem prepričan, delovanja te javne uprave, generalno gledano, ali pa če govorim o državni upravi na teritorialnem nivoju, je ta razpršenost. Ne? Naša država si ne more privoščiti, da na nekem teritorialnem nivoju deluje toliko in toliko, bom rekel, upravnih služb in mehanizmov, ki pa mnogokrat med seboj niso dobro povezani. Čeprav moram povedati, v Celju odlično med seboj sodelujemo. Pri nas vse skozi deluje koordinacijski svet, v katerem so združeni vsi predstojniki lokalne in državne uprave. Marsikje v Sloveniji ni tako. Skratka, ta soodvisnost, ta povezanost in to usklajeno delovanje tudi na področju seveda te javne uprave je prav gotovo ena izmed tistih priložnosti, ki bo nudila maksimalne pogoje za optimalnejši, vsesplošni in pa vsekakor tudi gospodarski razvoj.
Hvala lepa načelniku gospoda Damjana Vrečko za njegovo res izčrpno poročilo. Upam, da me vse vidite. Še enkrat lep dober dan vam želim. Moje ime je Veljko Vakovnik, jaz sem predsednik Slovenske gospodarske zveze v Celovcu in se bi ob tem zelo najlepše zahvalil še ob močni obrtno-podjetniški zbornici tle v Celju, da imamo lahko danes tle to našo prezentacijo. Jaz sem mojo prezentacijo razdelil na dva dela in sicer kratko bom vam predstavil delovanje Slovenske gospodarske zveze, na kar pa tako imenovane best practice projekte ali pa nekaj vrste tudi vzorce, kako mi delamo na Koroškem. Ob tem pa bi rad povedal, da to ne velja samo za Koroško, pač pa tudi za vso Avstrijo. Slovenska gospodarska zveza je bila ustanovljena leta 1988, se pravi letos bomo 25 let stari, smo krovna gospodarska nadstrankarska organizacija Slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Smo profitno in smo neprofitno društvo in z upravnim nadzornim odborom, kako tudi za strokovnim svetom. Ob samem začetku je bila osnova gospodarske zveze, da se pomaga Slovencem na Koroškem krepiti tudi v gospodarstvu. Mogoče nekateri od vas še vedo, da je do leta 1990 bilo približno 100 takratno avstrijsko-jugoslovanskih podjetij na Koroškem, ki je zaposlovalo takrat približno 2500 delojemalcev iz cele, to bila med drugim družba Topr v Pliberku, Top Šport, ki je takrat tudi zaposlovala nekoliko 200 ali 300 Slovencev v samem Pliberku. Osnovni namen danes pa je delovanje gospodarske zveze, da se širimo tudi v alpe-jadranskem prostoru, k tem pripada Koroška, Štajerska, vsa Slovenija, kako tudi Julijska krajina in sežemo tudi z našimi kontakti in odnosi do Istre pa do samega zapadnega Balkana. Kot sem dejal, že imamo upravni nadzorni odbor, delujemo po avstrijskem, tako imenovanem, po avstrijski šemi zakonodaje društev in trenutno imamo približno 300 članov, podjetnikov iz Avstrije, Slovenije, Italije, držav bivše Jugoslavije. Zelo tesno sodelujemo z vladnimi, kako tudi z nevladnimi strukturami. V Sloveniji smo povezani z uradom za Slovence po svetu in za zamejstvo, JAPTI, danes Spirit, gospodarsko zbornico, obrtno zbornico in gospodarsko ministrstvo, zunanje ministrstvo, seveda pa tudi na avstrijski strani, kakor tudi na italijanski strani z gospodarsko zbornico Koroške, Avstrije tudi Industrielvereinigung, kako tudi z Evropsko akademijo na Južnem Tirolskem v Bolcanu. Po vsem tem je treba mogoče nekaj povedati, da kot je gospod Peter že prej bi povedal, imamo tako imenovane sporazumne ali pa pogodbe o sodelovanju. Pred kratkim smo to podpisali z vami, mesec in pol nazaj smo tole podpisali z Radovljico, imamo pa obstoječe pogodbe tudi z gospodarsko zbornico Slovenije, s Posavjem, sledijo pa še v letošnjem letu nadaljne sporazume ali pa podpisi. Tesno sodelujemo, vključujemo tudi Slovensko narodno skupnost, ki se uči ali pa ki se šola vežba v Avstriji. K tem pripada Slovenska gimnazija v Celovcu, kako tudi visoka šola za gospodarske poklice v Šentjakobu in dvojezična trgovska akademija v Celovcu. Potem je treba povedati na dvojezični trgovskem akademiji in akademiji v Celovcu, kako tudi v Šentjakobu, je približno delež slovenskih študentov 30 do 40%, kar je sorazmerno veliko. Manj jih je na slovenski gimnaziji, ampak toliko v vašo vednost. Dejavnost Slovenske gospodarske zveze je, da v prvi vrsti krepimo manjšino, se pravi gospodarstvo v manjšinski organizaciji, potem seveda tudi danes, kar je mogoče tudi core business našega delovanja, je tako imenovano razvijanje čezmejnih projektov in pri tem je treba tudi povedati, da tu zelo tesno sodelujemo prav z slovenskimi ustanovami. Na relaciji Avstrija-Slovenija je največ čezmejnih projektov naredila Slovenska gospodarska zveza. V zadnjem obdobju je to bilo približno 1 700 000 evrov. Vrsto projektov bom vam pa še pozneje pokazal.
2 leti nazaj pa smo ustanovili Slovensko gospodarsko zvezo mladinsko sekcijo, ki je zelo aktivna, zelo pridna in od katere se tudi mi samo lahko učimo. Pri tem, če bi se enkrat vrnil na dejavnost nazaj, vidimo v principu, da smo tudi v pripravi strategije Vlade Republike Slovenije o gospodarstvu do leta 2020, kjer pač mi kot Slovenska gospodarska zveza vnašamo vse naše znanje in tudi izkušnje. Razvijamo čezmejne projekte na relacije Avstrija-Slovenija, Italija. Pri tem je treba poudariti, zagotovo vsi veste, da je na Južnem Tirolskem živi tako imenovana nemška narodna skupnost in mi smo s to narodno skupnostjo v Bolcanu, v okolici, zelo tesno povezani in smo tudi bili tisti, kot gospodarska zveza, da smo pripeljali prav zastopnike iz gospodarske zbornice Južne Tirolske v Slovenijo, in to po 19 letih, kar je v principu žalostno, da se prej nihče tega ni spomnil. Tukaj na kratko vidite naše letne projekte v obdobju 2007 do 2013. Jih ne bom posamezno našteval, saj jih vidite, ampak mogoče je važno vedeti, da prav projekt Alpe Adria Holz Les je zelo veliko povezano, prav veliko lesarov iz te vaše regije, Zgornjo-Savinjske doline tudi. In ta projekt je tudi bil zelo uspešen. V principu bi lahko povedal, od teh projektov je bila, od teh 6 projektov je bila Slovenska gospodarska zveza lead partner. Smo pa trenutno v fazi, ko zaključujemo projekt IED COP z Južnimi Tirolci, Connect SME, mala in srednja podjetja v povezavi, kako Efficiency Smart, to je pa mali energetski projekt, tega delamo z energetskimi majhnimi družbami tle pri vas v Sloveniji. Na kar pa smo ponosni pa to, da smo idejni oče vseh teh projektov, je pa Slovenska gospodarska zveza. Imamo tudi pogodbo z Japtijem, danes Spirit, o tako imenovanem Slovenskem poslovnem klubu, kjer smo od leta 2008 naprej mandatirani poslovni klub za Avstrijo. Mislim, da kar sorazmerno dobro delamo to našo nalogo. In če vidite tretjo točko za leto 2012, da vidite, da smo imeli iz same Slovenije 272 povpraševanj iz slovenskih podjetij. Ob tem je treba pa poudariti, da nismo nikakršna gospodarska zbornica, pač pa to dejansko naredimo iz veselja, iz nekako tudi iz pospeševanja gospodarstva. In prav na sedežu Slovenske gospodarske zveze je bilo lansko leto 47 poslovnih srečanj in sestankov. Poleg tega, mogoče, če marsikega zanima, da smo zelo veliko slovenskim podjetjem pomagali v Avstriji navezati stike z tamkajšnjimi podjetji, koliko iz tega potem dejansko postane ali pa se razvije, na to nimamo vpogleda, imamo pa določene, jaz bi rekel, dobre odzive, ko vidimo, da so ljudje zelo zadovoljni z našim delovanjem. In to velja za slovenske podjetnike, kako tudi za avstrijske. Isto pa velja tudi, da se veliko avstrijskih podjetij obrača na nas, da nekako odpremo vrata na, jaz bi kar rekel, ne samo v Sloveniji, pač pa ves tale prostor. To o dejavnosti kot Slovenski poslovni klub sem vam že bil povedal. O mladini mogoče samo na toliko, mladina zelo tesno sodeluje prav z mladinskimi organizacijami na Koroškem, v Avstriji, v Italiji. V Italiji smo zelo tesno povezani tudi z tamkajšnjo slovensko narodno skupnostjo, v Trstu, kakor tudi v Gorici. Prednedavno smo tudi na Dunaju odprli predstavništvo, kjer je veliko študentov gospodarstva iz Slovenije, kako tudi iz se pravi Koroške Slovencev, ki so zaključili gimnazijo ali pa trgovsko akademijo in sedaj študirajo gospodarstvo na Dunaju in na bazi tega poskušamo tudi tam odpreti dobre odnose in vidimo, da je to mladina dela popolnoma z drugimi metodami, kot smo mi delali, to dela preko Facebooka, preko Twittera, to so prireditve, to se na eno njihov prireditve takoj pride 50 do 60 jaz bi rekel poslušalcev ali kaj takega, kar je prav lepo videti, kako oni to z veliko vnemo in veseljem delajo.
Sedaj pa pridemo k točki, kako mogoče pri nas delujejo, jaz bi rekel, segmenti sodelovanja na sektoru občin, dežel, pa tudi države same. Slovenska gospodarska zveza je 2012 lansko leto v principu zahtevala neko raziskavo, ali pa zaželela neko raziskavo, kako to delajo občinski sektorji. Mogoče v vašo vednost, na kratko, Koroška ima 10 okrajev, ima 112 občin, 85 občin se je pri tej raziskavi soudeležilo, kar je sorazmerno veliko. In jaz bom vam tudi prikazal park, ker deloma vse občine gledajo, da ustanovijo tako rekoč obrtne cone ali pa industrijske parke. In izjema je tu samo recimo mesto Wolfsberg, ki se za to ni bilo odločilo, ki pač pravi, da to njim ni potrebno. Značilnost pri teh obrtnih parkih pa je, da občina da na razpolago vso infrastrukturo, začenši od asfaltiranja preko kanalizacije, preko širokopasovnega internet pasu, kako tudi z postavitev vseh prometnih znakov in tako naprej. Podpore v prvi vrsti dajo do 81% dajo koroške občine za nova podjetja in tukaj pri tem pa dobiš finančne podpore, potem seveda tudi proces, kako nastopati napram uradu, potem vsem bankam, vsem tako imenovanim tudi dejavnikom, ki so nekako tako odločajo o vsem tem. In tukaj vidimo občine, dežela Koroška, kakor tudi vse te ustanove zelo tesno sodelujejo. Potem bom še vam tudi pokazal, katere so vse te ustanove, ki so sorazmerno ali pa ki so po navadi vključene v take projekte. Pokazal bom vam primer Borovlje, puškarsko mesto, najjužne mesto Avstrije, imamo približno 7300 prebivalcev. Trenutno je tam naseljenih 300 podjetij, kar je za tako majhno mesto sorazmerno veliko. Obrtni park se imenuje Dravbogen, na razpolago imajo 20 000 kvadratnih metrov, otvoritev tega je bila leta 2008. Bilo je to v 4 fazah in takrat je bila, zanimivo tega je, letos, ko smo še vprašali, če še kako mesto na razpolago, so že razprodani. Cena po kvadratnem metru znaša 10 do 12 evrov na kvadratnih metrov, vključujoč vso infrastrukturo, katero sem poprej vam pokazal. Drugo, obrtni park, ki je prav tako sedaj v nastajanju, tam je v principu po 25 000 kvadratnih metrov, 2 leti je čakanje na spremembo namembnosti. To je pa že maksimalno, da vam povem. Občina potem v principu, ki jih da enemu podjetniku, so podpore sledeče, znižane cene zemljišč, potem tudi infrastrukturo, kar sem vam že prej bil povedal, in kar je važno, da ste vključeni v celotni PR bilo te ali one občine, govorim pa tokrat samo o mestu Borovlje. Financiranje, komunalni davek, to se financira nazaj skozi komunalni davek, kajti ljudje, ki so zaposleni v občini in na vsako bruto plačo v Avstriji se plača tako imenovani komunalni davek, ki znaša 1,3% na neto plačo, ne bruto plačo, pa neto plačo, na neto plačo, tako je, kar pomeni, da se na bazi tega potem to pač vrne nazaj, ljudje ostanejo v občini, tam tudi zopet kupujejo to, ne hodi v Celovec ali kaj takega. In komunalni davek leta 2008 je znašal 1,3 milijona evrov, lansko leto že 1 900 000. Če vidite, da je trenutno delovna mesta tudi rastejo, trenutno je 3500 delovnih mest in za občino Borovlje velja, da ljudje prihajajo v Borovlje v službo, se pravi, da ne hodi iz Borovelj izven, kar je za ta južno-koroški del velik uspeh in na bazi tega si tudi
nekako zaustavil demografski problem. Ob tem je treba povedati, da je občina Borovlje pripada tam tudi najjužna slovenska občina, to so Sele, tam živijo, tako vam povedal, tam je 99% je tam slovenskega življenja, kar pomeni, da vsi ti ljudje imajo potem tudi priliko, da ostanejo v selah, jim ni treba potovati v Celoveč in na bazi tega je tudi zagotovljena dolgoročnost ohranjanja slovenskega jezika. Kjer pa so recimo težave, so ponavadi, da je namembnost zemljiščne in kaj pa bodočnost tega pa je, da se bodo občine tudi med sabo še bolj povezovale in prišlo bo tudi do tega medobčinskega sodelovanja. V Borovlje je meji na občino Bistrica v Rožni dolini in tam je isto med občinami že prišlo do neke konkurence, kar pač nažalost tako je, ampak tudi konkurenca poživi posel. Tukaj sedaj vam pokažem primer tehnološkega parka v Celovcu in lastnik tega za 1/3 lastnik je mesto Celovec, 2/3 pa je Koroška družba za naselitev, kako tudi za udeležbo. Tam je vsega na razpolago 5700 kvadratnih metrov pisarniških površin, trenutno je 50 podjetij tam vključenih in glavne dejavnosti v temu tehnologiji park Celovcu so pa telematika, informatika, kako tudi omrežna tehnologija. Nedaleč od tega pa obstaja tudi Lakeside and Science and Technology Park v Celovcu, ki je prav tako v istem lastništvu kot poprej. Na razpolago je tam 26 000 kvadratnih metrov pisarniških prostorov, trenutno je tam 70 podjetij, 1000 zaposlenih in cilj tega pa je, da bodo imeli do 2030 36 000 kvadratnih metrov in maksimalna cifra 2500 do 2800 zaposlenih. Potem imamo na Koroškem tako imenovano razvojno agencijo za Koroško, ki pač v principu nagovarja tuje investitore, da vlagajo v Avstrijo na Koroškem, da pridejo na Koroško. K temu pa pripadajo tako imenovani parki, kot so v Beljaku, v Podkloštru, v Velikovcu, v Šentvidju ob Glini in seveda tudi tako imenovani logistični parki. In povem vam, da ta razvojna agencija zelo uspešno lovi po Koroškem in po Sloveniji in po Italiji. Mogoče še malo nekaj, zakaj to pri nas mogoče malo bolj funkcionira, je to, da pri vas je sedaj vedno govora, da ni več tako imenovano obvezno članstvo v gospodarskih obrtnih zbornicah. Jaz bom vam tako povedal, če bi Avstrija to ukinila, bi to bila smrt za avstrijsko gospodarstvo. Avstrijsko gospodarstvo se financira ali pa izvaža pretežno samo na bazi tako imenovanih zastopstv po svetu. Mogoče dva primera. Slovenija ima vsega skupaj 21 gospodarskih zastopstv po svetu, Avstrija jih ima 108. Premier Slovenije bom še povedal za Avstrijo. Avstrija ima na Dunaju, ima v Ljubljani 12 zaposlenih, da dela tako imenovano zastopstvo v avstrijskega gospodarstva. Tle v Sloveniji Slovenija ima samo enega zastopnika na Dunaju. Medtem pa bi tudi rad povedal se to, če bi Slovenska gospodarska zveza lastno iniciativno ne prevzela take vloge, nič ne bi bilo. Tako da tukaj zapažamo za neki vakum, da se premalo tudi koristi znanje slovenske narodne skupnosti v Italiji, v Avstriji ter vse povsod po svetu. To mimogrede. Mogoče zakaj tudi funkcionira socialno partnerstvo, zelo dobro funkcionira. En premier bi tudi povedal, pri vas je sedaj veliko govora o povišanju DDV-ja za 2%, 3%, bo do tega prišlo. Jaz bom tako povedal, pri nas v Avstriji je stvar taka, preden da se gre v take debate, se najprej pogovarja s predstavniki gospodarske zbornice
in potem predstavniki gospodarske zbornice se pogovarjajo, če bi to bilo spametno ali nespametno, kajte to so stroški, ki dolgoročno samo obremenjujejo celoten razvoj, posebno tudi v Avstriji imamo eno lepo besedo, Lebensmittelkalkulation, se pravi kalkulacija v živilih je včasih tako, ko ljudje za eurocent služijo razlike v ceni, druge pa samo na tisto, če lahko na kasaskom to služijo. To malo mogoče vam v vednost. In seveda, skozi to, ko je le Avstrija neke vrste bogata država, je velika kupna moč, ljudje si, hvala Bogu, še lahko tudi nekaj privoščijo. Pravni sistem zelo dobro deluje, zelo dobro deluje tudi davčni sistem, tudi to bi rad poudaril. In ob vsem tem moramo pa tudi biti iskreni, tudi v Avstriji so težave, so tudi krize, ampak še se nekako da tudi, jaz bi rekel, izpeglati. Ob vsem tem je pa sreča Avstrije, da je zelo tesno vezana na nemški trg. To moramo vedeti. Ne? Toliko k tem, seveda sem na razpolago vam, če bi želeli, če vam kaj povem, upam pa, da sem vam par idej povedal, kako to pri nas deluje. Hvala lepa. Jaz moram reči, da jaz sem vesela povabila, da ste povabili ministrstvo na to okroglo mizo. Nekako strategija ministrstva v lanskega leta dalje sigurno je komunikacija ne samo med ministrstvi, ampak seveda tudi z vsemi ostalimi akterji na terenu. Tudi precej se je delalo že v okviru paketov za spodbujanje gospodarstva, sicer to pod prejšnjo vlado, kjer smo naslavljali rešitve ne samo vezane konkretno na pristojnost ministrstva za gospodarstvo, ampak tudi širše. Zdaj, če mi dovolite, bi jaz mogoče na kratko predstavlja trenutne ukrepe, finančna sredstva 2013-2014, potem pa na kratko še recimo strateške dokumente, ki so vezani na gospodarski razvoj, pa bom skušali zelo dokratno. Skratka, 2013-2014 večina sredstva, ki jih je na razpolago, so sredstva evropske kohezijske politike. Teh je v letošnjem proračunu na voljo 1,1 milijarda, v drugem letu pa 839 milijonov evrov. Zdaj, ta sredstva se usmerjajo po eni strani v znanje, v gospodarstvo, podjetnost, inovativnost, pa tudi v zeleni razvoj in pa vključujočo družbo. Skratka, izmed teh sredstev je trenutno tudi, bom rekla, aktivnih razpisov v vrednosti 300 milijonov evrov, s katerimi podpiramo razvojne centre slovenskega gospodarstva, kompetenčne centre in pa centre odličnosti, v katerih pač poskušamo povezovati ne samo gospodarstvo, ampak tudi gospodarstvo z razvojno-raziskovalnimi inštitucijami in tudi občinami in ostalimi akterji. V letošnjem letu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predvideva 40 javnih razpisov v skupni vrednosti 457 milijonov evrov. Ti razpisi so bili, bom rekla, precej že objavljeni, osredotočajo pa se na podporno okolje za podjetništvo. Tu so financirano vstopne točke VEM, o katerih je bilo že nekaj govora, so financirano univerzitetne inkubatorje, pisarne za prenos tehnologij in pa tudi, bom rekla, celotno inovativno okolje in temu področju smo namenili 5 milijonov evrov v letošnjem letu. Nova inovativna področja podpiramo seveda tudi z različnimi razpisi. Po eni strani so tu krediti subvencije obrestne mere, potem so tu razpisi za nabavo tehnološke opreme, mikrokredite smo lani v bistvu uvedli kot odziv na, bom rekla, kreditni krč na trgu. Je pa pred nami, v naslednjem mesecu načrtujemo tudi nov razpis za nakup tehnološke opreme za mala srednja podjetja v višini 31,4 milijona evrov. Razpis je v zaključni fazi priprave, povpraševanje moram reči tudi kar veliko. Podpora internacionalizaciji, tudi neposrednim investicijam, je pomembna, tudi tu smo objavili razpis za skoraj 8 milijonov evrov sredstev. Z različnimi ukrepi seveda podpiramo tudi regionalni razvoj, turizem in ostala področja. Promocija podjetništva je eden izmed, bom rekla, prioritetnih ciljev. Komunikacija, da se govorimo o komunikaciji, dvosmerni komunikaciji, treba je vedeti, da določene ukrepe obstajajo na trgu. Ustvarjalnost, podjetnost, inovativnost mladih je bil eden izmed ukrepov, ki je bil v preteklih letih financiran strani ministrstva.
morda v zadnjem času malo zamrl. Letos pripravljamo akcijski načrt za uvedbo ponovno v osnovnih šolah, tam, kjer smo sposobili dejansko učitelje in pa mentorje. Jaz vem, da v Celju je bil to zelo uspešen projekt, zato tudi v bistvu na vas malo naslavljam. Zaposlovanje raziskovalcev v podjetjih je tudi ena izmed prioritet. Številni ukrepi se nanašajo na to področje vlaganja, seveda na podlagi pametne specializacije, tam, kjer imamo znanje, kjer imamo kompetence, skratka to tudi naprej. Spirit je bila omenjena kot inštitucija, ki podpira, bom rekla, podjetja tako doma kot v tujini. Tu načrtujemo nadgradnjo in sicer, da bi ta agencija Spirit dejansko bila nek nacionalni koordinator in povezovalec z regionalnimi akterji. Načrtujemo tudi prenovo podpornega okolja, ker danes je, bom rekla, kot precej akterjev, ki se ukvarja s podporo podjetništvu, od vstopnih točkov do RRA, do obrtnih zbornic, gospodarskih zbornic. Tu vas vabimo tudi k sodelovanju, v bistvu pri oblikovanju neke strategije, mreže, ki bi bila učinkovita. Poskušali bomo povezati akterje po posameznih regijah, nekako poiskati sinergije in tudi sofinancirati aktivnosti v bodoče. Tako je tudi priložnost za obrtno zbornico, ker ste pač omenjali tudi ukinitev obveznega članstva. Skratka, cilj nam je, da so vsi ukrepi, ki jih delamo, ciljno usmerjeni, da so učinkoviti, spodbujamo pa povezovanje. Povezovanje je tisto, kar je ključno. Če se dotaknem strategije 2014-2020, zdaj, kar se tiče same industrije in gospodarstva, slovenska industrijska politika 2014-2020 je bila že sprejeta. Nastajala ni kar izolirano, bom rekla, pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ampak v sodelovanju tudi z obrtno zbornico, z gospodarsko zbornico, z vsemi ostalimi akterji, ki so bili zainteresirani za sodelovanje in naslavlja 56, bom rekla, usmeritev, ki se nanašajo tako na področje podpornega okolja, omenjali ste tudi poenostavitev postopkov, odpravo administrativnih ovir, skratka, skrašanje časa za dovoljenje in podobno. Skratka, to je naslovljeno kot usmeritev v industrijski politiki, podpora inovativnim, hitro rastočim podjetjem kot druga prioriteta in pa seveda omogočiti pogoje za dolgoročni razvoj gospodarstva. Zdaj, ni v sami industrijski politiki čisto natančno opredeljenih sektorjev kot takih, ker vemo, da danes globalne verige vrednosti pač pomenijo povezovanje različnih industrijskih sektorjev. Vezali smo dejansko to strategijo na tiste resurse, ki jih po Sloveniji imamo, na dosedanje vlaganja, na naravne vire, kot je recimo les, in pa vežemo na izboljšanje tehnološkega razvoja. Skratka, vsak se nekje lahko najde, bo pa pomembno, da se nekako povečuje dodana vrednost, vključuje zaposlenost in pa seveda dolgoročna konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Od ostalih dokumentov, ki jih trenutno na ministrstvu pripravljamo, je seveda strategija razvoja Slovenije, tista ključna. Prav tako ne nastaja izolirano, nastaja v sodelovanju z različnimi javnostmi. Zdaj vse vabimo v sodelovanju, da nam dajo predloge, sugestije, kaj dejansko vključiti kot prednost. Kar se tiče prav tako operativnih programov, prav tako regionalnega razvoja in podobno. Kar se tiče pa sredstev v naslednji finančni perspektivi, se je pa Slovenija izpogajala 3,3 milijarde evrov sredstev. Od tega odpade na zahodno Slovenijo 890 milijonov evrov, na vzhodno Slovenijo 1,26 milijarde evrov in pa še približno milijarde iz kohezijskih sredstev. Zdaj, cilj našega ministrstva je, da več kot 50% teh sredstev usmerimo v gospodarstvo, v gospodarski razvoj, v višanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, pa tudi zaposlovanje mladih. To je tisto nekaj, kar je recimo zdaj, bom rekla, nekako ključno. Ključno je v bistvu dejansko, da na osnovi vseh teh dokumentov, da ne bodo res papir nekje, da sodelujemo, tudi spremljeno vlad se
se bo implementacija. Kar se tiče industrijske politike, akcijski načrti za posamezne področje so v pripravi, je pa dejstvo, da tu ne bomo šli po sistemu od zgoraj navzdol, ampak dejansko pričakujemo nekje inpute strani gospodarstva. Zdaj, avtomobilski sektor se je nekako že zbral, sugerira akcijski načrt za 2 leti, tudi seveda s predvidenimi viri financiranja, nekaj z EU sredstev, nekaj domačih, nekaj lastnih sredstev. Les je lep kot akcijski načrt, ki že obstaja, tudi aktualen. Tudi trajnostno gradbeništvo je eden izmed projektov, na katerem v bistvu precej delamo. Turizem kot ena izmed ključnih panog. Je pa seveda možno še za recimo 2-3 projekte, odvisno od iniciative, ki se bo pokazala v terenu. Tako da jaz bi mogoče podporno okolje bi vas pozvala mogoče k sodelovanju, da združimo moči, oblikujemo nek sistem, ki bo racionalen, učinkovit. Kar se tiče upine, ste seveda tudi vabljeni k sodelovanju, tudi pri strateških dokumentih, če imate sugestije, predloge, prav tako še en ukrep sem pozabila omeniti, pa je zelo aktualen, pripravljamo razpis za mala in srednja podjetja s potencialom rasti, predvsej bom rekla, bo prijazen uporabnikom in pa na voljo bo približno naslednji mesec. Zdaj bi mogoče to na kratko, potem pa če